Vse gledalce Gorenjske televizije vljudno vabim, da se nam pridružite od 15. do 21. junija, da si ogledate zanimive filme, ki smo jih pripravili na Kranjskem filmskem festivalu. Mogoče sam še par besed o zakulisju nastajanja tega festivala. Tukaj je treba izpostaviti dva ključna partnerja, to je AIPA kolektivna organizacija in gospoda Gregorja Štibornika kot direktorja, ki je bil eden od pobudnikov te zgodbe in je zraven pripeljal seveda tudi Slovenski filmski center. In te dva oba partnerja sta tista ključna, ki sta nam na nek način dala ogrodje ali pa nek okvir postavljanja filmskega festivala. Seveda je treba povedati, da določeni filmski festivali v Sloveniji z daljšo ali krajšo tradicijo so se našli na neki točki, da imamo občutek, da malo padajo. In tukaj smo videli mi svojo priložnost v Kranju, ker smo iz vse zgodovine, ki jo je že predhodnik pred mano navedel, sklepali, da ima Kranj ustrezno mesto, ustrezno infrastrukturo, predvsem pa prave ljudi, ki znajo zapeljati filmski festival v prihodnost. In še enkrat, ni nam ambicija narediti enkraten, dvakraten dogodek, ampak želimo, da zadeva seveda postaja trajna. S tem postavljamo Kranj nazaj na filmski zemljevid, želja nam je pa, da presežemo regijske okvire in nekoč rata to praktično pomemben evropski festival. Fajn je imeti tako vizijo in tako misijo na nek način, upam, da nam bo seveda uspelo. Vložili bomo vso svojo energijo, znanje in napor, da bomo to dosegli, bo pa čas pokazal, kako uspešni smo, ampak tako, kot smo tole zastavili, vidimo, da nam zaenkrat kar gre. Druga zadeva je, da govorimo o tem filmskem festivalu, je mogoče fokus bolj na igralcih, ker vemo, da igralci sami nimajo nekega takega dogodka in da vse, kar se veže na igralstvo in na igrano zadevo pod audio-vizualno tehnologijo, da temu tako rečemo, si želimo, da bo ta festival nadgrajevan in da bo to tudi festival TV nadaljevank, ker enostavno spremljamo trende v svetu in te nadaljevanke rastejo kot gobe po dežju in produkcija je enormna. In samo, da še povežem en detalj, mi smo že lansko let štartali z neko idejo, jo preverjali pri parih poslovnih partnerjih in seveda tudi investitorjih, da bi na nekem degradiranem industrijskem območju v Kranju zgradili Kranjwood, ne Bollywood, ne Hollywood, ampak Kranjwood, ker ima primerno infrastrukturo, ima veliko bivše skladišče, kjer bi lahko bil noter filmski studio, kjer bi lahko naredili hub za audio-vizualno produkcijo in vse, kar je povezano z produkcijo filma oziroma bom rekel, audio-vizualnih del. Bomo videli, kaj bo, ampak to je ambicija in seveda tudi s tem želimo postavljati Kranj na zemljevid, ne samo z enim festivalom, pa z enkratnim dogodkom ali pa enkrat letnim dogodkom, ampak da se ta srenja mogoče najde v Sloveniji kot nek svoj center ali pa skupen imenovalec ravno Kranj. In pa na koncu seveda župan, velik podpornik te zgodbe, kaj naj rečem, mislim, da bo že več povedal tudi na sami otvoritveni in zatvoritveni slovesnosti, vemo, da bomo podeljevali tudi posamezne nagrade, ampak za hip ni okleval, ko sva prišla do njega in mu predstavlja tole celo zgodbo in je rekel, seveda, Kranj si zasluži to zgodbo in dajmo narediti vse, da bo seveda uspešna. Ne nazadnje pa naš skromen podžupan, velik poznavalec kulture in filma, ne nazadnje ima igralske izkušnje. Hvala podžupanu, hvala direktorju. Povedali ste skoraj vse, celotno zgodovino, vse začetke, v bistvu še veliko več. Povedala sta tok, da karkoli bi jaz povedal, bi se v bistvu samo ponavljal. Tako da bi kar, se mi zdi, da je prav, da več časa namenimo programu, programski predstavitvi. Tako da kar Ana, Maja, prosim, da poveste. Ok, hvala Silman. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Jaz sem v bistvu v ekipi festivala kot programska selektorica za filmski program. V bistvu ena od ključnih stvari festivala je seveda glavni tekmovalni program celovečernih filmov,
ki je bil izbran seveda na podlagi izstopajočih igralskih stvaritev. Zelo smo pazili tudi na to, zelo se veselimo, no, da bomo lahko festival izvedli v živo, tako da so tudi vsi izbrani filmi. Mislim, da jih bo res v užitek gledati na velikem platnu, v odprtem kinu, na res čudovitih kranjskih lokacijah. Tako da mislim, da že to samo po sebi prinaša eno zelo lepo kulturno doživetje. No. Zdaj v tekmovalnem programu, ki ga bo ocenjevala tudi 3-članska mednarodna žirija, je 9 filmov, od tega so 4 slovenske premiere. To so filmi Kvova iz Aida, iz Bosne in Hercegovine, režiserke zelo znane, režiserke Jasmile Žbanić. Potem imamo ameriški film Palm Springs, Noč kraljev in pa Amonit. Mogoče bi jaz res tako na kratko predstavila, samo na hitro, par besed o teh filmih, ker vse informacije, detaljne opise filmov, informacije o režiserjih in tako naprej si lahko najdete tudi na spletni strani. Kvova iz Aida je film, ki se osredotoča na dogodke, ki so pripeljali do genocida v Srebrenici. In v bistvu režiserka je ta film naredila res na ta način, da gledalca postavi v čevlje teh ljudi, ki so bili izpostavljeni tej situaciji, tako da gre za res en zelo močen film, ki gledalca zelo pretrese. Vsekakor je tudi Jasmila Žbanić ena izmed režiserk, ki se veliko ukvarja z družbeno relevantnimi tematikami, tako da tudi z tega vidika se mi je zdelo pomembno, da tudi skozi kulturo seveda opozarjamo na neke dogodke, ki so se zgodili blizu nas in ki v bistvu še vedno nekako odzvanjajo v tej nedavni zgodovini. Potem seveda, ker gre za poleten festival in ker je film seveda tudi zabava, smo izbrali en zelo zabaven, lahkoten film, ki so ga kritiki nekako označili za Groundhog Day 21. stoletja, se pravi zelo znano komedijo Neskončen dan. Ta film je Palm Springs, to je v bistvu prvenec enega ameriškega režiserja, Maxa Barbakova. Tudi Marcel Štefančič ga je dal med top 5 filmov leta 2020. Je res en čudovit film za en tak zabaven poletni večer. Potem imamo premiero filma Noč kraljev. To je pa film, ki prihaja k nam iz Slonokoščene obale. Njegov režiser je Philippe Lacote, ki je v bistvu eden izmed hitro vzpenjajočih se režiserjev iz, se pravi, Južne Afrike. Gre za eno zelo zanimivo zgodbo, ki se odvija v zaporu Lamaka. In ta film na nek način prepleta zgodovino Južne Afrike z neko mitologijo in z afriško folkloro, tako da nekako meša to zelo težko življenje zapornikov z nekim magičnim realizmom pripovedovanja zgodb. Potem v bistvu še četrti film, ki ga bomo tudi premierno prikazali na festivalu Kraft, je pa Amonit. Amonit je film britanskega režiserja Francisa Leea, v katerim nastopita Kate Winslet in pa Saoirse Ronan, se pravi v bistvu dve izmed mogoče v tem trenutku najbolj znanih, priznanih igralk, ki res v tem filmu naredita eno izjemno delo, sicer pa gre za tak zelo asketski in minimalističen film,
z čudovito fotografijo britanskih obmorskih pokrajin. Tako da v bistvu že iz teh 4 filmov mogoče lahko vidite, da gre za zelo razgiban nabor, ki nekako tudi poskuša pač prinesti različne tipe filmov, različne žanre, različne tematike, tako da poleg tega, da so filmi, ki imajo seveda izstopajoče igralske stvaritve, so seveda tudi pač to filmi, ki prinašajo neke zanimive zgodbe, vsak na svoj način, vsak svojo estetiko. Potem bi pa predstavila še na hitro ostalih 5 filmov. Na programu imamo še 2 nemška filma, to sta film Cocoon in pa film Undine. Cocoon je filmski prvenec mlade nemške režiserke Leonie Krippendorf. Gre za eno zelo lepo poletno zgodbo o odraščanju in prvi ljubezni. V bistvu z neko ljubezensko tematiko se pa na nek način ukvarja tudi film Undine, pod katerega se pa podpisuje eden izmed najpomembnejših nemških režiserjev, Christian Petzold, ki ga v bistvu gledalci, ki malo več spremljajo film pri nas, sigurno že poznajo, ker je s svojimi filmi kar pred majhnem stanovanju v Ljubljani. In definitivno gre za enega izmed presežkov igralskih v slovenskem filmu, zato smo ga tudi izbrali. To bi bilo na kratko to o tekmovalnem programu. Imamo pa še nekaj filmov tudi v spremljevalnem programu, in sicer na otvoritvi festivala bomo pokazali najnovejši film Pedra Almodovarja. Gre za njegovo prvo angleško govoreče delo, v katerem nastopi ena izmed, mogoče ta trenutek, najpomembnejših igralk, in sicer Tilda Swinton.